Medtem ko se letos človeštvo sooča z največjo humanitarno krizo po drugi svetovni vojni, na planetu Zemlja zavržemo kar 1/3 vse pridelane hrane. Gibanje Hrana ne orožje pa pripravlja obroke iz hrane, ki bi jo zavrgli in jih brezplačno deli. Tomaž, vaše kuhanje pa ni humanitarno dejanje, ampak gre dejansko za politično. Zakaj? Politično zato, ker v bistvu naslavljamo neke sistemske probleme, kapitalistične družbe in pa seveda na profitabilno usmerjenost vladajočih elit, ki seveda denar usmerjajo vojaškim industrijam, namesto da bi odpravile problem revščine in lakote. Kuhate v posebnih priložnostih, kdaj in za koga? Kuhamo ponavadi res, kadar so kakšni protesti, pa tudi kadar so kakršnekoli okrogle mize, torej v bistvu, da gre za neke politične dogodke, hrana pa je namenjena vsem. Kaj kuhamo je pa seveda tudi odvisno od tega, kar nam donirajo, ker gre res za zavrženo hrano oziroma za neke ostanke ali karkoli. Kje jih dobite? Vso hrano pridobivamo na tržnicah. Tam nas že kar poznajo in so v bistvu tudi zelo veseli so nas tudi, ko pridemo tja. Nekaj nam donirajo tudi trgovine, tudi kaj dobimo iz pekaren, ampak res v glavnem res vsa hrana večinoma donirajo tržnice. Kuhate izključno vegansko hrano? Zakaj? Izključno vegansko zato, ker nočemo podpirati nikakršnega nasilja in tudi vsa industrija jajčna, mlečna temelji na izkoriščanju. V tujini je zelo razširjen dumpster diving. To pomeni, da ljudje iz smetnjakov različnih veleblagovnic poberejo še užitno hrano, ki so jo tam zavrgle te veleblagovnice. Kako pa je s tem v Sloveniji? Lahko tudi tam dostopate do živil? Ne moremo dostopati do živil, zato ker večji trgovski centri imajo postavljene te zabojnike, torej z ključavnicami. Tako da to ne gre? Ne. Tomaž, najlepša hvala. Če vam je bil ta video všeč, se naročite na naš YouTube kanal.